je vsaka otvoritev avtoceste dan za veselje, da je kar nekaj mest v Sloveniji, kjer prebivalci zaradi cestne infrastrukture, bom rekel, imajo kar veliko težav. Recimo že od tam iz tistega konca, ker jaz prihajam, Koper je eno tako mesto, ker se še vedno predor Markovec ne gradi, tako da Maribor ima danes priložnost in jaz mislim čas za veselje, ne za žalost. Sem zelo vesel, da je do tega trenutka prišlo. Res je, da je prišlo do zamika mesec dni, pa hvala Bogu, da vsaj imamo danes otvoritev in da je avtocesta, predvsem ta odsek, predan svojemu namenu. Priključek na Zrkovsko ostaja še zmeraj zaprt. Zakaj? Ja, gre v bistvu za čist nič tehničnega, nič izvedbenega. Pač na trasi avtoceste je eno zemljišče, ki nima lastnika in v bistvu nismo mogli speljati upravnih dovoljenj do konca, tako da bi bilo izdano uporabno dovoljenje. Ampak v vseh teh letih gradnje niste videli teh zadev? Glejte, gre za zelo specifično zadevo, ker se ni dalo ugotoviti, ker je prišlo do velik menjav lastnikov oziroma nasledstva podjetij in na koncu v bistvu imamo zemljišče, ki formalno v tem trenutku praktično nima lastnika. V tem trenutku še preučujemo vsebino uporabnega dovoljenja. Za avtocesto je neimenovno korektno pridobljeno, tudi avtocesto upravlja Dars, tako da Dars ima tu urejene dokumente, kot je potrebno. Za to Zrkovsko cesto navezovalno pa še bomo verjetno v naslednjih dnevih morali proučiti, ali se dovoljenje tudi nanaša na ta del, oziroma natančno proučiti, ali je vse tako, kot je potrebno. To se je izvedlo šele včeraj, jaz računam, da bo to nekaj dni. Res pa je, da ima ta del ceste v uporabi oziroma v upravljanju mestna občina Maribor in to bomo seveda z dogovorom tudi z njimi v najkrajšem možnem času uredili. Danes so si oddahnili Mariborčani z odprtjem novega avtocestnega odseka Pesnica-Slivnica. Pesničani so že vključeni v vašo civilno iniciativo. Kaj to pomeni za naprej? Boste tudi vključili Primorce in ostale? O tem še trenutno zdaj ne razmišljamo, ker moramo najprej rešiti to, kar je tukaj. Kasneje pa ne vem, bomo videli.